Podobe znanja. Docentka doktorica Milica Gregorič-Kramberger, nevrologinja in vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ko smo utrujeni, ko ni naš dan in se nam kaj zapleta jezik, se česa ne spomnimo, kakšne besede morda, lahko pomislimo, da je z nami kaj sistemsko narobe, da se nas je morda lotila kakšna nevrološka bolezen in potem človek zapade kaj hitro obsesivno samoopazovanje. To je lahko zelo naporno. In v družbi, ki jo zavešča perfektnost, nenehno optimalno zmogljivost, so taki strahovi lahko toliko večji. Ja, lepo ste to povedali in opisali. Seveda živimo zelo intenzivno vsi ali pa vsaj večina ljudi in take težave po napornem dnevu ali pa napornem času, obdobju, ob neki stiski so povsem razumljive in seveda niso razlog za preplah. V primeru, da se pa kaj takega dogaja, seveda, in vztraja neodvisno od naših naporov v dnevu ali pa da smo povsem domnevno dobrega počutja, pa se nam to dogaja in se ponavlja. Predvsem ključna beseda pri tem je, da se ponavljajo take težave in vztrajajo. Takrat pa je to mogoče razlog, da poiščemo odgovore. In o tem bova še več, pogovarjala se bova o Alzheimerjevi bolezni, širše o demenci in še širše o nevrodegenerativnih boleznih. Te opredelitve laiki pogosto mešamo, pa povejva povsem za začetek, kaj pomeni kateri od teh izrazov in kako so povezani. Ja, nevrodegenerativna bolezen je bolezen, ki zajame živčevje, torej nevrodegeneracija pa pomeni propadanje, torej propadanje živčevja, in v nevrodegenerativna bolezen v ožjem oziroma v širšem smislu se največkrat nanaša na bolezni možganov. In bolezni možganov, nevrodegenerativne bolezni, so običajno se pojavijo v starejšem obdobju življenja, zato je za večino njih največji, rečemo, dejavnik tveganja ravno višja starost. Se pravi, to bo bolezen, ki jo bomo pričakovali pri starejšem človeku. In med temi boleznimi je najpogostejša bolezen Alzheimerjeva bolezen. Za njo je značilno, da najdemo v možganih. Če bi možgane pregledali, če bi jih natančno preiskali, bi videli določene spremembe znotraj možganskega tkiva in te spremembe se začnejo na točno določenih mestih v možganih in povzročajo to, kar ljudje poznajo, povzročajo te spremembe, težave s funkcijami, ki jih možgani nam omogočajo, torej povzročajo težave s spominom, velikokrat orientacijo, iskanjem besed, Potem pa seveda, ker so nevrodegenerativne bolezni, še posebej Alzheimerjeva bolezen, so dolgo potekajoče, se pravi, začnejo se, ne vemo nič za to, ne čutimo tega, da se je bolezen začela in se v letih dogajajo te bolezenske spremembe v možganih in ko pride do tega, da je teh sprememb kritično veliko, takrat oseba pri sebi čuti neko spremembo, neko težavo, to je lahko težava z iskanjem besed, lahko je težava s pozabljanjem nedavnih informacij ali pa orientacijo ali pa kaj drugega. In potem, ko to traja in napreduje, te spremembe se širijo tudi v druge predele možganov, takrat pa postane oseba, ima toliko težav, da se to pozna tudi v dnevnem funkcioniranju, rečemo v dnevnih aktivnostih. Kaj so naše dnevne aktivnosti? Naša vožnja avtomobila, naše delo v službi, naše delo doma, stik z ljudmi, to so naše dnevne aktivnosti in kadar oseba v teh aktivnostih več ni optimalna, kadar potrebuje kakšno pomoč ali pa vodenje v tem, takrat pa govorimo o tem, da se je razvil sindrom demence. Se pravi, sindrom demence je opis stanja, je torej težava z dnevnimi aktivnostmi,
plus težave z višjimi živčnimi funkcijami. Te so pa lahko težave s spominom, orientacijo, govorom, presojo, odločanjem, tudi čustvenimi odzivi, a ne? In sindrom demence lahko povzročajo zelo različne bolezni možganov, ne samo Alzheimerjeva bolezen je najbolj pogosta, ampak mnoge druge povzročajo tudi tako stanje, podobno, pa vendar običajno drugače. Zato je pomembno, da mi ugotovimo, kaj je krivo za tak sindrom, a ne? Zato, da ugotovimo, za katero bolezen gre. Se pravi, eno je bolezen, eno je pa opis težav, sindrom, se pravi skupek nekih težav, ki imajo neko značilnost. In kakšna je trenutno statistika, koliko ljudi se spopada s tovrstnimi boleznimi pri nas in po svetu in zakaj naj bi obstajale razlike glede na prostor, pa celo na raso in etnično pripadnost? Ja, torej, kot sem že rekla, s staranjem se možnost, da se nam razvije nevrodegenerativna bolezen bistveno povečuje in v Sloveniji imamo približno 25% prebivalcev starejših od 65 let in to je populacija oseb, ki imajo večjo možnost in vsakih 5 let se to pomembno poveča. No, in ocenjuje se, da je v Sloveniji približno 40,000 oseb z demenco. To ne samo z Alzheimerjevo, ampak torej z sindromom demence. Podatkov, koliko točno jih je, nimamo, ker nimamo evidence, nimamo, rečemo, registra v naši državi, v kakšnih drugih državah evropskih to imajo. In če mi delamo projekcijo glede na število naših prebivalcev in značilnosti, lahko rečemo, da jih je toliko približno v Sloveniji. Zdaj, zakaj se razlikuje po svetu? Zato, ker imamo različne, torej v sindrom demence vodijo, kot sem povedala, različni dejavniki tveganja. Najpomembnejši je staranje, potem so pa še drugi in vemo, da približno 45% vseh dejavnikov, ki pospešujejo možnost nastanka demence, bi lahko odložili, celo na njih tako vplivali, da bi jih odstranili, a ne. In ti dejavniki tveganja so zelo običajni, taki vsakodnevni, naprimer slabo zdravljena arterijska hipertenzija ali visok krvni pritisk, slabo zdravljena sladkorna bolezen, prevelika telesna teža, telesna neaktivnost, slabovidnost, torej slab vid, slab sluh, poškodba glave, nižja izobrazba, potem je dejavnik tveganja tudi izpostavljenost onesnaženemu zraku. Dejavnik tveganja je tudi socialna izolacija. Vemo, da je mnogo starejših ljudi živi samih ali se zelo malo družijo, a ne, in si lahko predstavljamo enega takega tipično starejšo osebo, ki ji peša sluh, peša vid, je veliko sama, ne išče mogoče takrat pomoči, ali pa ne gre po zdravila, ko bi jih potrebovala, ne, in si v kratkem pravzaprav poveča možnosti, da se te stvari prej razvijajo. In zato ker vemo, da v različnih družbah po svetu različno živimo, različno hrano uživamo, različno zdravo se živi, zato je v tistih državah, ki so, rečemo, države v razvoju, je zdaj v sedanjem času je porast sindroma demence, ker kljub vsemu nekako se sledi v teh družbah tudi sodobni medicini, pa vendar so ti dejavniki zelo močni, nezdrava prehrana, prekomerna telesna teža in tako naprej. Ja, zanimivo, nekje sem zasledil, da naj bi imeli na primer športniki, ki so izpostavljeni številnim udarcem v glavo in velikim tresljajem, večje tveganje, recimo, za razvoj demence. Tako. Ste omenili poškodbe glave, ne? Tako, poškodbe glave. Po eni strani so to lahko neke ponavljajoče drobne poškodbe glave, kot je na primer pri športnikih, pri nekih športih, kjer je veliko tega kontakta, kjer pride do nekih udarcev.
Znano je po raziskavah, da imajo športniki, ki igrajo ta ameriški nogomet, pa bokseri in v glavnem, kjer je veliko nekega telesnega kontakta in udarcev ponavljajočih, pri njih pride prej do nevrodegenerativnih bolezni, ne samo Alzheimerjeve, tudi druge najpogostejše, ki rečemo Parkinsonova bolezen lahko, ne. Se pravi, pride do nekih ponavljajočih majhnih poškodb, ki vodijo k temu, da se ta proces bolezenski prej začne. In se potem seveda ima tudi tempo nekoliko hitrejši. Ja, pa recimo človek bi si mislil, da je bolj zdravo živeti na deželi, potem pa prebere, da so problem škropiva, recimo, ne? In da je marsikje na deželi pravzaprav odstotek demenc vsaj nekoliko višji, ne? Ja, tudi to, torej vpliv škropiv je bila ena od misli v raziskovanju in eno področje, ki je bilo zelo aktualno, in to so potrdili seveda, da je tako, ampak jaz mislim, da je problem pojavnosti sindroma demence v ruralnem, torej ne mestnem okolju, bistveno bolj večplasten kot samo izpostavljenost takim škodljivim snovem, zato ker v bistvu vemo, da je dostopnost tudi v taki majhni državi, kot je Slovenija, do zdravstvene oskrbe bistveno drugačna kot za nekoga, ki živi v mestu. Tudi v bistvu pričakovanja osebe, ki veliko večino dela, veliko večino življenja posveti trdemu delu, odrekanju, je zelo malo pozoren na neke svoje mogoče težave, za katere bi nekdo, ki živi v mestu, pa je, ne, bi jim veliko več pozornosti pripisal. Mislim, da je tukaj velika razlika, se pravi, v načinu življenja, v dostopnosti, tudi v presojanju, kaj pravzaprav je vredno, da pustimo, kdaj pustimo delo ob stran, ne, pa gremo iskat pomoč, ne. Torej, večplastno je treba te stvari seveda opazovati. Preden greva na razne možnosti zdravljenja, če temu tako lahko rečeva, morava se dotakniti še genetike. Kakšen je vpliv genetike? Kaj vemo do zdaj? Ja, genetika je izjemno pomemben vidik našega zdravja, se pravi, kako v naših genih zapisane značilnosti določajo to, kako smo si različni med seboj. Veste, da govorimo v zadnjem obdobju o nečem, kar se imenuje personalizirana medicina, se pravi na posameznika usmerjena medicina, in vse bolj spoznavamo, da so pravzaprav te individualne značilnosti vsakega od nas zelo kompleksne. Lahko seveda imamo nesrečo v primeru nevrodegenerativne bolezni, da smo podedovali redko nevrološko bolezen, ki se prenaša iz ene generacije direktno v drugo, kot je na primer Huntingtonova bolezen. To je ena od nevrodegenerativnih bolezni, ki vodi tudi v demenco in se prenaša, rečemo, avtosomno dominantno iz ene generacije z polovico možnosti v naslednjo generacijo. Lahko imamo dedno obliko tudi Alzheimerjeve bolezni, kar je zelo redko, pa vendar je možno. Lahko pa imamo v našem genetskem zapisu določene značilnosti, ki pa so vseeno veliko nas bolj vodijo k temu, da je naše tveganje za, na primer, Alzheimerjevo bolezen večje. Torej govorimo o apolipoproteinu E4, ki je ključen za prenos lipidov, maščob v našem telesu, in v primeru, da imamo to beljakovino zapisano v, rečemo, homozigoci, da imamo dve enaki kopiji tega proteina E4, potem je naša možnost za to, da bomo razvili Alzheimerjevo bolezen, večja. Ni pa nujno, če se primerjamo s tistim, ki ima pa drugo kombinacijo. Ni pa nujno, seveda, da bomo to razvili že pri 60-ih, 70-ih. Mogoče bomo vseeno razvili pri 80-ih šele. Ne? In verjetno na vse te naše drobne detajle v našem genetskem zapisu vpliva naš način življenja,
čemu smo izpostavljeni v našem dnevnem funkcioniranju. Se pravi, tukaj pride v ospredju pa nekaj, čemu rečemo epigenetika, se pravi nekaj, kar v bistvu od zunaj še dodatno vpliva na naše genetske značilnosti. In torej vemo, da smo ljudje zelo različni in da lahko imamo pravzaprav isto bolezen, bo zdravniki in nevrologi na primer vidimo osebe z isto boleznijo, z zelo podobnimi rezultati, laboratorijskimi, slikovnimi, pa vendar so zelo različni in v teh detajlih, kaj določa to njihovo različnost, so te individualne razlike. Nekaj je verjetno vpliv okolja, vpliv, se pravi, nekega izhodiščnega stanja, sposobnosti in tako naprej. No, če imamo na eni strani zdravila, ki se ukvarjajo s simptomi, torej jih lajšajo ali kompenzirajo, pa so ob tem tudi že takšna, ki napadajo in zmanjšujejo te zloglasne beljakovine, ki s svojim kopičenjem povzročajo, recimo Alzheimerjevo bolezen. Marsikdo misli, da še vedno ne poznamo zdravil za demenco, pa ni povsem tako, čeprav bolezni same ne moremo pozdraviti še, Ja, v preteklosti in v evropskem prostoru, še vedno sedaj, imamo samo tako imenovana simptomatska zdravila. To pomeni, imamo zdravila, ki v primeru Alzheimerjeve demence vplivajo samo simptomatsko, se pravi, ker bolezen povzroča na eni strani pomanjkanje nekega živčnega prenašalca, ki se imenuje acetilholin, mi s tem simptomatskim zdravljenjem vplivamo tako, da količino tega acetilholina višamo posredno. Tudi drugo zdravilo, ki ga uporabljamo in se imenuje memantin, deluje na simptomatski način, na podoben način. Se pravi, ne vpliva na sam proces, na samo patološko dogajanje. Sedaj v zadnjih 2 letih pa je v svetu na voljo, najprej je bilo v Združenih državah, sedaj pa že tudi v 6 drugih državah po svetu, je pa na voljo usmerjeno, na bolezen usmerjeno zdravljenje, zdravilo, ki vpliva na nakopičeno beljakovino amiloid. V primeru Alzheimerjeve bolezni se namreč med živčnimi celicami kopiči spremenjena, sicer prej normalna beljakovina amiloid, ki se zaradi kompleksnih bolezenskih značilnosti spremeni in postane taka, da ima značilnost, da se v možganih kopiči med celicami. In to monoklonsko protitelo, to zdravilo, odstranjuje to nakopičeno beljakovino. Vsak si lahko predstavlja, da nevrona, živčne celice ali pa kakšne druge celice, ki je propadla, ne moremo več obnoviti, Se pravi, to zdravljenje z monoklonskimi protitelesi, ki se vežejo na to nakopičeno beljakovino amiloid, se priporoča, da se uporablja pri izbrani populaciji ljudi, ki imajo zelo zgodno obliko Alzheimerjeve bolezni v fazi, ko še ni demence, ko je tako imenovana blaga kognitivna motnja. To pomeni, da človek ima nekaj težav, ki se jih zaveda, ki se jih da dokazati, ampak v dnevu še vedno dobro funkcionira, ali v fazi, ko gre za zelo zgodnjo obliko demence. In študija je dokazala, da če tako zdravilo oseba prejema v obliki infuzij v žilo 2-krat na mesec, se zelo dobro odstrani ta nakopičen amiloid in tudi je bilo pokazano, da se tudi, če primerjamo ljudi, ki so s tem zdravljeni in tiste, ki niso bili zdravljeni, so tiste osebe, ki so bile zdravljene, so se njihove miselne funkcije manj poslabšale, torej so bile boljše kot tiste, kjer se to zdravljenje ni uporabilo, kjer je bilo šlo za placebo. Komplikacije so pa tiste, ki so bile izpostavljene kot problem, namreč ko se odstranjuje ta beljakovina,
lahko pride kot reakcija na ta proces do majhnih krvavitev v možganih ali pa otekline. Večina teh oteklin ali drobnih krvavitev je, rečemo, asimptomatskih, se pravi, oseba tega ne čuti, nima nobenih težav dodatnih, to se vidi samo na sliki in tudi izzveni. Pri nekaterih osebah se je pa zgodilo, da je prišlo do drobnih krvavitev, ki so bile simptomatske, in to so bile tiste, ki so imeli poseben zapis za to tvegan apolipoprotein E. No, to je kar prebojno, ne? Pravzaprav so pa postopki testiranj in potem tudi registracij kar dolgi, ne? Kako bo s tem v prihodnje, kaj se pričakuje, kako bojo dostopna ta zdravila? Ja, torej Evropska agencija za zdravila je ocenjevala tudi možnost, da bi to monoklonsko protitelo, ki se imenuje lecanemab, se registriralo tako kot v ostalih, torej 7 državah skupno, tudi v državah članicah Evropske unije. Vendar se ob koncu julija letos je podala odločitev, da ne da soglasja k tej registraciji. Kot razlog je navedla to, kar sem prej opisovala, se pravi možnost stranskih učinkov in ne dovolj jasno učinkovitost. Če pogledamo to iz druge strani, kot sem prej želela pojasniti, je znano, da je učinkovitost nedvomno dokazana in tudi odobritev v drugih državah na to seveda jasno kaže. Pomembno pa je dejstvo, da na žalost to ne bo zdravilo, ki bi bilo torej v splošni uporabi, a ne, ki bi ga bilo zelo lahko predpisati in tako naprej. Kolikor je meni znano, torej še vedno sedaj po tej odločitvi je čas, ko pravzaprav se lahko zahteva oziroma se je zahtevala ponovno odločanje o tej odločitvi, tako da pričakujemo, da bo ta komisija še enkrat odločala na osnovi dodatnih pojasnil oziroma dejstev in upamo seveda, da bomo tudi v prostoru Evropske unije imeli možnost, da bi začeli z zdravljenjem. Tako da jaz mislim, da smo na pragu nekega novega časa pri teh boleznih, zdravljenju teh bolezni. Previdnost ni nikoli odveč, a ne? In dober premislek, kaj pravzaprav ponuditi ljudem, zato da bi se jim kvaliteta življenja izboljšala s tako težko boleznijo. Mislim pa, da je pomembno tudi zavedanje, da ni na mestu razlikovanje med tem, ali zdravimo mlajšo osebo z neko težko boleznijo in ji podaljšamo življenje za mesec, 2, 3, ali pa starejšo osebo, ki ima dolgo potekajočo bolezen in bi ji lahko dobro obdobje podaljšali za pol leta, 8, 9, 10 mesecev. Mislim, da ni na mestu, da to razlikujemo, da rečemo, da je ena stvar več vredna kot druga, torej da je ena kvaliteta življenja bolj pomembna kot druga, a ne? Zanimivo, da prav ob vrednotenju učinkovitosti zdravil se izpostavi seveda kot merilo opazovanja poteka bolezni, merjenje kognitivnega in fizičnega upada zmogljivosti, ampak ker je pomembno to zgodnje odkrivanje, je to lahko problem, a ne, ujeti pravzaprav te znake in jih opazovati. In tukaj sem naletel še na eno merilo, ki je morda na prvi pogled bolj subjektivno, zelo pomembno, predvsem za pacienta, in to je kakovost življenja, ne? Ja, oseba, bolnik si seveda želi čutiti učinkovitost tistega zdravljenja, ki ga prejema, in to si seveda želi tudi tisti, ki zdravljenje predpiše, in družina bolnika in vsi seveda, a ne. Kadar pa gre za eno tako zelo, zelo počasno razvijanje težav pri osebah, ki imajo različno izhodišče, a ne, različne sposobnosti v začetku in različno lahko imamo na nekih testih, ki jih izvajamo, kjer ocenjujemo te naše miselne, kognitivne sposobnosti, uporabljamo ene, rečemo, presejalne teste. Na teh testih so lahko ljudje zelo različno uspešni z isto boleznijo, ravno zaradi teh individualnih razlik.
Kadar pa ocenjujemo dnevne aktivnosti, neko delovanje, spet pridemo do tega problema. To je ena od stvari, ki, če bi imeli boljše orodje za merjenje tega, nekaj, kar je zelo, bi potem seveda bilo bistveno lažje trditi nedvomno eno in drugo plat zgodbe. In za konec, seveda preventivno marsikaj lahko naredimo, recimo ukvarjanje z jezikom, naprimer učenje tujih jezikov, pisanje, branje, pa sploh razne miselne vaje, računanje, učenje, skratka možganske aktivnosti. Pa vendar, ali dobro razvite kognitivne sposobnosti zgolj kompenzirajo bolezenske znake, torej da se bolezen pozneje pozna, ali dejansko lahko preprečujejo in zavirajo samo degeneracijo? Ali ne vemo? Torej, vemo iz dosedanjih opazovalnih študij na populacijah, da ko imamo enkrat razvite znake bolezni, ko imamo razvito, naprimer, zgodno obliko Alzheimerjeve bolezni že z demenco, ni dokazal, da bi dejansko takrat lahko z neko določeno nalogo, z določeno miselno ali z nekimi križankami ali z nekim določenim igro, določenim branjem mi odložili oziroma spremenili potek bolezni. Zato ni dokaza. Vemo pa, da če ohranjamo funkcijo oziroma na druge načine skušamo priti do podobnega cilja, kot bi po nekem ustaljenem načinu, da pravzaprav možgane na nek način aktiviramo, jih ohranjamo v neki kondiciji miselni in je to smiselno in se tudi obnese kot nek dober način funkcioniranja. Tako kot vemo, da je dobro, da vzdržujemo mišično aktivnost, da je dobro, da vzdržujemo neko kondicijo, tako je tudi dobro, da kljub temu, da imamo naprimer že zgodnjo fazo demence, da ohranjamo neko miselno aktivnost. Preden se pa pojavijo znaki bolezni, v času, ko smo naprimer samo v srednjih letih in smo aktivni v službi in živimo naše zelo obremenjeno življenje, pa vemo, da pa dejansko je smiselno, da imamo poleg rutinskega dela, rutinskega vsakodnevnih nalog, da imamo novosti, kot so naprimer učenje tujih jezikov, naprimer neko branje, pogovor o tem, kulturne dejavnosti, o katerih potem razmišljamo, diskutiramo. Zato, ker na tak način pravzaprav aktiviramo tiste dele naših miselnih sposobnosti, ki jih sicer rutinsko ne, in je to dobro. Tako kot je dobro, da smo redno telesno aktivni, da imamo zdravo prehrano. Če vse to začnemo šele potem, ko smo že nedvomno bolni, bo seveda dobro, ampak ne bo pa dejansko učinkovito. Torej študije pravijo, da je takrat že prepozno. Ja, za velike spremembe. In pa spanje, seveda še to povsem za konec. Če se ne motim, so tudi to že ugotovili, da se med spanjem možgani čistijo, posebej v tem globokem spancu, prav teh odvečnih beljakovin, oziroma stopov, ki plavajo po možganih. Tako. Zato je seveda skrb za zadostno in kakovostno količino spanja tudi ena od naših bistvenih nalog, bi morala biti, ker vemo, konkretno za Alzheimerjevo bolezen, da osebe z nezadostnim, slabim spancem imajo, to je tudi eno dejavnikov tveganja, ki prej vodi v razvoj znakov bolezni. Tako da v primeru, da je naše spanje slabo, je potrebno poiskati pomoč. Imamo veliko nefarmakoloških načinov, kako spanje izboljšamo. O tem vem, da ste v vaši oddaji že govorili v preteklosti. Tako je. Ja, to so izzivi vse, še posebej za prihodnost. Doktorica Milica Gregorič-Kramberger, hvala za tale pogovor o nevrodegenerativnih boleznih in seveda veliko uspehov
vam želim pri vašem delu. Hvala lepa, hvala tudi vam, vse dobro. Podobe znanja. Z docentko doktorico Milico Gregorič-Kramberger, nevrologinjo in vodjo Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani, sem se pogovarjal Žiga Bratoš. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars RTV 365 ali jo obiščete med podcasti.